Živa družba, spet sem jaz. Moje ime je Jana, za vse tiste, ki me ne poznate. In smo se znašli tukaj v kotičku, ki se imenuje Mehika. Jasno, da tukaj govorimo o različnih temah, ki se navezujejo na Mehiko. Tokratna tema je pa avokado. Avokado je beseda avokado ima izvor iz nahuatla in sicer se reče, Diego, kako se dice nahuatl? Ahuacatl. Ahuacatl. In sicer pomeni testisi, viseči testisi. No, vse to bi pa... Sí, testisi. Mogoče pa je podoben, ne? Ja. Zdaj, avokado je kar pomembno živilo v Mehiki. In sicer se dobi v celem letu, se dobi, ne vem, v vsaki trgovinci, tukaj je polno trgovinc na vsakem vogalčku. In trenutno, ne vem, so šle cene kar majčkeno gor in sicer stane 1 kila 2 evra. No, mi pa pač gremo na eno tržnico, ki se postavi 2-krat na teden in se imenuje Tianguis. Imamo pa eno punca, ki je ime Fatima, nam proda vsak teden avokado, no to je pa, jih pa dobimo za 90 centov tale. Pa še plus tega, da ker smo redne stranke, a ne, včasih ima kakšne majčkeno bolj zrele, te se pa porabijo za guacamole. Te nam pa potem take avokade, ki so majčkeno bolj zreli, nam jih pa kar podari. Drugače pa avokado zraste na drevesu, ki je 20 metrov visoko drevo in drevo začne imeti sadove, potem ko dopolni od 4 do 7 let, odvisno od vrste drevesa. In je 9 vrst avokada. Diego, the names of the avocados, different types of? Yes, the names of the different types of avocado are Hass. Tale Hass. Tale v Mehiki je najbolj pogost, najbolj priljubljen, bi rekla. No, tale stane, ta stane 2 evra. In sicer je tak bolj maslen tale teksturoma, pa tako bolj mastan je, no, in se z lahkoto se reže in je tale odličen. So, Hass, Bacon, Sutano, Fuerte. Fuerte. Fuerte pomeni močen po špansko. Reed, Pinkerton, Lamb Hass, Naval in Criollo. Criollo. No, Criollo so pa kreolci, a ne kreolec, no, bi se rekel. To je pač mešanec, ne, pač mešane rase. No, in ta avokado, če je pa te sorte, se ga pa je kar skupaj z olupkom, ne. In nekdo, ki ga ne bomo imenovali, ne, se bomo Diego, ne, je rekel nama z Lizo, da mora pa midve tega, ki je pa fuerte, jesti skupaj z olupkom. In tale olupek je pa kar tak trd in moram reči, da nič kaj okusa ni in boga Lisa mora zdaj poskusiti vse nove jedi, ki jih jemo, in je pač morala poskusiti tega z olupkom, dokler nismo šli naslednjo nedelo na Tianguis in jo je Fatima potem odrešila dobesedno in je rekla, ne, ta sorta avokada se pa ne je z olupkom. Ja comenté de Fatima. I already told that you were forcing Lisa to eat it with the skin. With the skin, yes. And now the benefits of avocado. Diego. The benefits of the avocado are, well, first I'll mention the vitamins it has. The vitamin K, vitamin C. Da pravi, da v avokado vsebuje vitamin K, vitamin C, vitamin B5, B5, B6, B6 and E. pa E. It also has potassium and folic acid. Kakšno folno kislino ima, pa potasij, ne vem, če to pa slovensko. And it's rich in fiber. Pa da seveda ima veliko vlaknin. Je pa, se pravi, da je odličen za prebavo. Je pa tudi res, da je tudi pisal nekje, da če želiš pač pridobiti na teži, da avokado pomaga za to. In vem, da je zdaj v Sloveniji avokado bolj priljubljen, kot je bil pred časom, ker je veliko ljudi, ki je na low carb, high fat dieti in je eden izmed pomembnih živil, ki se jih sme uporabljati pri takem načinu prehranjevanja. Pa eno tako čisto osebno dogodivščino imam. Preden se je Lisa rodila, sem bila jaz na eni Facebook skupini mamic, ki smo pričakovali otroke pa dojenčke v istem obdobju. No, potem se mi ena mamica s tem pohvala rekla, veš kaj, Jana, jaz sem pa že dala
ne, svoji punčki sem pa že dala mango pa banano, sem rekla, res, kako si pa pripravila, rekla, kar tako sem naredila kašico, pa je pojedla, ne, čeprav je bila zelena, sem rekla, kako je bila zelena. Rekla, ja, mango je zelen in potem sva ugotovile, da je ona ni dala manga, ampak je zmešala avokado in banano, ne. Ja, in pravzaprav v bistvu avokado je sadje in zelenjava, se pravi, jaz sem vedno bila prepričana, da je to zelenjava, pa ni, je tudi sadje, no, tako da kakor se sliši neobičajno, mogoče pa le ni bila tako slaba kombinacija. To je ena zadeva, no, potem pa še, no, takrat, ko sem jaz v Sloveniji živela, jaz ne vem, če sem sploh kdaj avokado videla, ne moram, mislim, da ne, nisem pa prepričana. Skratka, če vi kupite avokado in je trd kot kamen, to je verjetno ga pripelje v takem stanju zaradi tega, da se ne pokvari, ker potem, ko je prezrel, se ga lahko samo stran vrže. Če želite, da prej zadozori, ga zavijte v en časopisni papir. In čim je enkrat bolj malo mehkejši, ko se čuti, da je mehkejši, takrat je pa dober za pojesti. No in potem recimo, če pripravite guacamole je več variant. Ena je, mi enostavno samo pretlačimo avokado in dodamo limonin sok, majčkan, ne zdaj to pretiran, pa sol in je to ena vrsta guacamoleja. In če imate recimo, da to s kakšno zadevo, s kakšnim čipsom, da to jeste ali pa ne vem. Če v tistem momentu ne porabite zadeve, pustite koščico avokada noter, da vam ne bo temen ratal. Tako, pa bomo še tale avokado has, ga bomo prerezali, da boste videli, kako ta zadeva znotraj izgleda, če slučajno niste nikoli še tega sadja videli. Si se ve, Diego? Evo, takle pa je, takle je ta sadež znotraj. In moram reči, da je zelo, zelo slasten. Zdaj lahko se ga jem v različnih jedeh. Moram reči, da je moja prijateljica Vanja, da ona pripravlja puding, čokoladni puding iz avokada. No, mislim, da je čokolada pa sladka, nikoli ga nisem pripravila, Vanja, še, ampak sestavine so avokado, pa sladka smetana, pa čokolada, pa ne vem, če še kaj drugega. In potem, ko se to zmeša, se da v hladilnik in pravi ona, da je ta zadeva odlična. Tako, potem tukaj se pa je v takosih in quesadillah. Velikrat, no, ne vem, narediš, ne vem, v tortillo, daš noter meso, ne, pač narediš mesne takose. In potem dve rezine avokada recimo noter dodaš in poješ. Potem se je v juhah, jaz sem jedla že celo v taki juhi, ne vem, mogoče bila piščančja juha, pa se je avokado noter tudi dodal. Lahko se ji doda tudi v solato, recimo, ne vem, zelena solata, paradižnik, pa avokado, ne, pa se poje. I told that we eat it in soups, tacos, quesadillas, salads. Where else? Also with tortas. Aha, joj, torte so pa taki sendviči, kakor če bi se dali dve primorske žemlje skupaj. No in potem oni zmečkan fižol, temen fižol, pretlačen temen fižol namažejo namesto recimo majoneze ali masla, kakorkoli. Pa se da pa noter različne zadeve, naprimer vam bom en primer najbolj enostaven ga dala šunka, sir, rezine paradižnika, pa dve rezine avokada, pa se pač s zgornjim delom žemeljce pokrije in se poje. To. Jaz sem jedla zadnjič v Coyoacanu, pač tukaj v enem delu Mexico Cityja sem jedla sladoled z avokada in to je bila isto sladka smetana pa avokado zmešana, ne vem, če je bilo še kaj drugega noter. Moram reči, da to mi pa ni bilo toliko pri srcu, no, ni imel kakšnega posebno slastnega okusa. Tako. Jaz upam, da se vam je zdel video zanimiv, da sem vam majčkeno približala avokado. Tukaj nam je majčkeno bolj dostopen, ker se pravim, pri nas stane kila tukaj, nisem povedala, na Tiangisu, kaj nekaj je ena tržnica, ki se postavi enkrat ali pa dvakrat na teden, nam ga prodajajo po 90 centov, ne, to kilo, ne, kilo. Ne vem, če ste vedeli, da je Mehika največji svetovni proizvajalec avokada. In sicer je januarja 2018, Diego, what was the amount that Mexico produced in January 2018? Let me try to find the information. It's on the other. The beginning. At the beginning, how much they produced in 2018, in January. Almost 184,000 tons. Skoraj 184,000 ton, ne? In recimo kar 80% avokada, ki se ga poje v ZDA, prihaja iz Mehike, pa 50% svetovne potrošnje in 30 držav po svetu jemo avokado, mogoče že več, no mogoče podatek majčkeno zastarel. Je pa, ne vem, če veste, Mehika je sestavljena iz 32 držav,
In jih je pa nekaj jih je, ki so vodilne v proizvodnji avokada. Ta glavan je Michoacán, proizvaja se pa tudi v Oaxaki, Chiapasu, Veracruzu, Yucatanu, Puebli, Guanajuatu, Guerrero. Did I forget anything, Diego? Chiapas? Chiapas dije. I think that's it. Jalisco, Michoacán, Yucatán. Jalisco sem še pozabila omeniti. No. In je res, avokado je res na vsakem koraku in moram reči, da je eden izmed najbolj mehiških sadežev. Upam, da se vam je video zdel zanimiv. Če si želite ogledati še več podobnih vsebin, se lahko naročite popolnoma brezplačno na najin kanal s klikom na kremšnito ali pa spodaj na zvonček. Jasno, da ste vabljeni, da video delite z vsemi, ki bi jih lahko to zanimal, in komentirajte spodaj, če vas je kakršnakoli zadeva v zvezi z avokadom presenetila. Se vidimo tukaj prihodnjič. Adijo!